Serija zmag se je nadaljevala tudi na neugodnem gostovanju na Bonifiki. Tokrat je moštvo moralo preobrniti zaostanek, na koncu z 2 goloma Zahovića in Tavaresa, zmaga z 2-1. Imamo dober karakter, verjamemo v to, kar delamo. Nismo zmagali 5krat zapored, kar tak. Tako da zelo smo zadovoljni, da smo preobrnili rezultat. Tudi po dolgem času smo se znašli za ostanko. Nekaj časa sploh nismo dobili gola, sedaj smo pokazali, da zmoremo tudi preobrniti tekmo. Brez nastopa tokrat ostal Marko Šuler, mesto v centru obrambe je zasedel Denis Šme. V prvo 11-terico sta se vrnila Matej Palčič in pa Aleks Pihler. V uvodnih minutah v prvem delu prvega polčasa veliko priložnosti ni bilo, le nekaj polposkusov na obeh straneh. V 30. minuti pa vodstvo za domačine. Prosti strel na desni strani je izvajal Kokorović, Datković pa z glavo za 1-0. Po zaostanku se je moštvo prebudilo in začelo igrati bolj aktivno tudi v napadu. Plod tega prva sporna situacija na tekmi, po prodoru Santija in podaji v kazenski prostor, je Datković igral z roko, sodniki so obnemeli. Pred koncem polčasa pa se je šlo za izenačenje. Lepa akcija je stekla po desni strani, Matej Palčič pa je idealno zaposlil pred golom Luko Zahovića. Za njegov drugi gol po vrnitvi v Maribor. Na začetku drugega polčasa je moštvo nadaljevalo tam, kjer je prvi polčas končalo. Najprej je z razdalje poskusil Santi. Še nevarnejši poskus z razdalje delo Aleksa Pihlerja. Potem pa najlepša akcija na tekmi. Dare Vršič je začel akcijo na svoji polovici s podajo do Pihlerja. Pihler in Janža sta izmenjala dvojno podajo, potem pa imenitna poteza Aleksa Pihlerja s podajo Tavaresu za 2-1. Že pri prvem golu je bil predložek fantastičen, zaključek fantastična, akcija pri drugem golu pa je bila taka kot verjetno, če bi se zgodila kje drugje, bi bila predvajana zelo pogosto. Moštvo se ni zadovoljilo z vodstvom in nadaljevalo z napadalno igro in plod tega tudi nova sporna situacija v 78. minuti, ko je Santi lepo prodrl v kazenski prostor po desni strani, zaključil, to da sodniki so označili ofsajd Vršiča. Ker gol za 3-1 ni obveljal, so domačini začutili možnost, da pridejo do vnovičnega izenačenja, toda poskus Muslimovića je izjemno obranil Handanović. Parku pa se ob strelu z glavo ni šlo. Ob koncu smo zabeležili še poizkus Novakovića, toda ostalo je pri 2-1. Šesta zaporedna zmaga, serija gostovanj pa se bo zaključila v nedeljo, ko ob 5. popoldne gostujemo v Velenju. Res je, da sem danes na sestanku pred tekmo opozoril na to, da če se kdo od nas spomni, kdaj je zmagal 5krat zaporedoma in kako močno se bomo morali potruditi, da bi zmagali tudi 6-tič. To so fantje naredili, opravili z odliko in to isto vprašanje jim bom postavil pred naslednjim sestankom. To pomeni, verjamem, vem, da se bomo morali močno potruditi, vendar smo sposobni tega, da zmagamo tudi naslednje.